kolegici Kati Škrubej, profesorci pravne zgodovine na pravni fakulteti in mislim, da zelo zaslužni za to, da se to danes dogaja in da se dogaja tako kot tukaj drugi soorganizator pravi, da je najbolj zaslužna, potem se bo ta vidva zmenila. Po koncu si povedal. Spoštovani vsi prisotni, torej najlepša hvala za tale odbor. Tema moje naloge, oziroma tema mojega referata je Ivan Žolger, zadnji poskus revizije Ustave v Habsburški monarhiji in neko vprašanje, na katero že zdaj povem, da bo odgovor zelo kratek na konec, povezave s snovanjem ustavnih podlag za novo politično skupnost vprašaj, ali lahko kaj o tem povemo. Torej, moj referat bo sestavljen ogromno iz dveh delov, dveh daljših, zadnjega se ne čisto kratek, kot sem že rekla. Naj najprej povem, nam je ves čas vodilo vprašanje, ali lahko informacije, ki so nam jih sporočili v svojih razpravah, zlasti njegov tajnik dr. Andrejka in dr. Janko Polec, in ki jih tako tudi beremo v sestavku o njem v slovenski biografiji, v bistvu najdemo neko stvarno podlago v arhivskih virih. Medtem mi je seveda še najbolj zmeralo vprašanje, ali obstajajo, oziroma ali so sploh kdaj obstajala gradiva za ustavno revizijo, ali je pa to ostalo zgolj na ravni nekega deziderata. Najprej povem, da je bila moja prva ambicija priti na sled drugemu gradivu, to je tistemu, na podlagi katerega naj bi Žolger pač oblikoval naredbo, torej to temeljno listino za državo SHS, in ne gradivu, on je za zadnji poskus revizije Ustave Habsburške monarhije. K tem prvotnemu iskanju se me spodila zlasti ena kritična opaska, pa ne bom imenovala avtorja, da je ta v bistvu podatek, tu vidimo torej iz razprave dr. Andrejke, ki se spominja svojega šefa, lahko tudi rečemo v času ministrovanja Ivana Žolgerja in njegov tajnik, da so torej jasno po njegovem odstopu, torej daleč pred jesenjo, torej 1918, snovali kar v njegovem kabinetu torej te podlage, risali zemljevide in tako naprej. In da je to preprosto pretiravanje, pravi ta avtor. No in meni se je zdelo, da če že se zakopljam v Dunajske arhive, in to govorimo od obeh, Hausenhofen arhiv in seveda Allgemeines Verwaltungsarchiv, sem s svojimi tremi skoraj, lahko rečemo, nekimi pododseki, me je pa tudi res spodbudilo in sem nekaj sreče imela. Prvi del referata bom po kratki predstavitvi dr. Ivana Žolgerja, ki bom kar takole upravljala. S prosojnico tudi v bistvu dva naslednja referata bosta se ukvarjala s tem res pomembnim človekom za našo zgodovino. Da torej v tem prvem delu me bo zanimalo zlasti vprašanje tega skoraj enigmatičnega oddelka, državno-upravnega oddelka, ki naj bi ga v okviru ministerskega predsedstva, to je, bi rekla, upravni aparat, ki spremlja svojokratno vlado, ministerski svet, da naj bi ta oddelek, to gotovo res, vodil Ivan Žolger, do 1917, lahko tudi takoj potem pokažemo, malo kasneje bomo videli prosojnico, ki to se dokazuje. Dr. Janko Polec pa pravi, da ga je tudi ustanovil. No, in s tem se ukvarjam v prvem delu. V drugem, srednjem delu pa bom tak bolj deskriptivni pristop zamenjala s pristopom, katerega hrbtenica bo rekonstrukcija raziskovalne poti v zvezi prav s tem zadnjim poskusom revizije Ustave Habsburške monarhije, torej neko nizanje vprašanj, kot sem jih sestavljala, in virov, ki sem jih, jaz mislim, tudi z neko srečno roko odkrila. Najprej tako že tudi povem, da je ena od tez tega dela, da neznani avstrijski zgodovinar, žal nekdo spokojni, dr. Helmut Rumper, kot tudi ne že daleč pred njim slavni juristi, kot bomo videli tudi Žolgerjev dunajski akademski kolega Hans Kelsen, nista imela prav, da naj bi bil slavni manifest mojim narodom, danes že večkrat omenjen cesarja Karla I. sredi oktobra 1918, da bi bil recimo po besedah Kelsena, citiram, ein Akt der Kopflosigkeit und Verzweiflung, torej nek akt, ki nam je posledica tega, da cesar sredi oktobra panično v dvomih izgubil glavo. Pri tem sem namreč imela tudi srečo, da sem v tem splošnem upravnem arhivu
naletela, oziroma bolj mogoče na mene raziskovalca, arhivarja, dr. Romana Hansbrögerja, ki na podlagi te teze, ki tudi njegove, bomo videli, ni pri tem osamljen, pred 2 tednoma izdal knjigo, imam tule, Oktober 1918, Fove Schichten Folgen, in on je seveda omogočil tudi dostop do zapuščine visokega uradnika zaposlenega v notranjem ministrstvu, ki je manifest cesarjev spisal. In kjer sem lahko sama našla povezavo v zbiri, ki sem jih prepoznala v zapuščini Ivana Žolgarja v Arhivu Republike Slovenije, in ki po mojem mnenju predstavlja do sedaj še nikoli objavljeno gradivo za revizijo ustave Habsburške monarhije, ki je tudi daleč najbolj popolno. Preden pa bom predstavila to gradivo in teze, torej najprej v zvezi z državno-pravnim oddelkom, pa naj pokažem tole fotografijo izseka iz študijskega programa Dunajske pravne fakultete iz zimskega semestra 1915-1916. Zakaj? Ker mislim, da je dosti premalo v naši zavesti, da seveda na Dunajski pravni fakulteti ni poučeval samo Leonid Pitamic, ni seveda Hans Kelsen, se pravi tudi niti vrste sogovornika, ampak seveda tudi Žolgar in Zajdler. Zajdler je seveda Ernst Zajdler, je Žolgarjev šef v zadnji tehnični vladi. In če še pogledamo, kaj so predavali, poleg tega, da si lahko pogledamo tudi, kaj so takrat bili po statusu. Vsi so bili še privatni docenti, samo Zajdler je bil že takrat profesor, predavali so pa vsi, razen Pitamica, poglejmo, Ausgleich, Österreichische Ungarische Ausgleich in seveda Kelsen, prav tako Österreichisch Ungarische Ausgleich. Se pravi, Avstro-Ogrsko pogodbo. Edini od teh treh, ki je napisal resno znanstveno delo o tem in kot jaz upam, da bom lahko dokazala, se ukvarjal na dnevni ravni s temi vprašanji v okviru državno-pravnega oddelka, je bil pa Žolgar. Tako da to mogoče samo tako podkretam. Z naslednjo prosojnico naj tudi upozorim še na eno tematiko ustavno-pravnega ranga, pričevanje katerega pa Žolgarja povezuje prav s Hansom Kelsenom. To je vprašanje skupne avstro-ogrske vojske. Na to temo oba napišeta po eno krajše delo. Vprašanje ni bilo nepomembno, ker so Madžari s svojimi ustavno-pravnimi interpretacijami avstro-ogrske pogodbe tudi pri tem vprašanju tudi kar sredi vojske pritiskali na avstrijsko polovico zlasti v smeri, da naj nikar ne razmišljajo o razvoju v smeri više večje avtonomije na nacionalni osnovi. Na prosojnici je torej separat, torej Kelsenove razprave, ki ga je knjižnici naši podaril dr. Žolgar, tule lepo iz 1917. No in zdaj gremo k temu res po prvemu delu, Ivan Žolgar in državno-pravni oddelek. Na pomen državno-pravnega oddelka po vsebini ustavno-pravnega v okviru ministrskega predsedstva po svoji vsebini v bistvu, torej smo rekli ustavno-pravnega, kaže na spletni strani aktualnega organa, torej današnjega organa, v okviru, bomo rekli, avstrijskih organov oblasti, poseben organ, Verfassungsdienst, na svoji domači strani namreč šteje za svojega predhodnika prav državno-pravni oddelek, seveda pa ne pove, kdo ga je ustanovil, kdaj ga je ustanovil in s čim se je ta državno-pravni oddelek ukvarjal. In upam, da bomo lahko to v naslednjih mesecih dopolnili. Na prosojnici, ki bo sledila, vidite stanje leta 1917, torej iz tega standardnega letnega pregleda nosilcev najvišjih upravnih funkcij, kjer je pri Žolgarju seveda pripisano, da je še vedno predstojnik tega oddelka. Najkaj tako tudi povem, da za leto 1918, ko je minister te funkcije ne opravlja več nihče, vse po prvih poizvedbah. Moja teza v zvezi s tem je, da je Ivan Žolgar dejansko bil, on je utelešal ta oddelek posebnega fonda v Allgemeines Verwaltungsarchiv, tudi s pomočjo dr. Gröderja, vse za nekaj, če nismo odkrili, kar pa ne pomeni, da ne vidim že ne poti, kako priti do gradiv, ki jih je seveda v več kot 10 let trajajočem obstoju ta oddelek ustvarjal. Ampak to je seveda spet za kasnejša obdobja raziskovanja. Potem, glede, vprašanje, kdaj je naj bil sploh ustanovljen. Tega ne beremo ne pri Polcu in jaz sem šla spet po teh pregledih. 1917 stanje, tukaj pri Žolgarju ni seveda še nič o tem. Potem sem pa sledila še odlikovanjem, kot jih je Žolgar prejemal in teh je bilo zelo veliko. In sem imela zelo srečno roko, da sem že dobila razlago, zakaj je dobil, temu se reče, odlikovanje avstrijske železne krone 3. reda. In v tej razlagi je že pohvaljen za to, kako dobro vodi ta oddelek. Se pravi, 1910 ga že vodi.
No, in tej razlagi pa mislim, da je prva zanimiva zadeva, zakaj je zanimiva, ne? Dajmo si prebrati. Po prvo imenovanemu, torej Žolgerju, je poverjeno vodenje državno-pravnega oddelka v ministrskem predsedstvu, ki so mu pridodane še zadeve Bosne in Hercegovine, kolikor spadajo v pristojnost ministrskega predsedstva. Zaradi državno-pravnih sprememb teh dežela so bile omenjenemu oddelku te zadeve zaupane poleg njegovih dosedanjih nalog, ki dr. Žolger obvlada s posebnim občutkom za dolžnost in ogromnim stvarnim znanjem. Še posebej pri pripravah na razširitev najvišjih suverenih pravic na Bosno in Hercegovino na podlagi vseh nujno potrebnih zakonskih podlag in dobil priložnost izkazati svoje daleč nad običajno pravno izobrazbo segajoče državno pravno znanje na najbolj hvalevreden način. Verjetno vemo, to je znano dejstvo, da je Bosna in Hercegovina bila po aneksiji skupna zadeva avstrijske in ogrskega dela monarhije, zato takšna nova naloga za ta oddelek v bistvu ne bi smela biti presenečenje pod predpostavko, da je seveda glavna odgovornost tega oddelka bila to stalno spremljanje ali stalno pogajanje o avstro-ogrski pogodbi od 1868 naprej. Vemo pa, da je to svoje delo o avstro-ogrski pogodbi Žolger napisal 1911. Se pravi, na podlagi zelo verjetno se pravi teh konkretnih izkušenj, ki jih je potem študijsko nadgradil. No in zdaj v tem osebnem delu Ivan Žolger je zadnji poskus revizije, torej ustave Habsburške monarhije. V prispevkih o dr. Žolgerju, ki so jih napisali njegovi sodelavci, to mislim zlasti na dr. Andrejko, je poleg točnega podatka, da je Žolger postal minister brez listnice, seveda, tudi zapisano, to napiše Andrejka, da mu je bila poverjena, citiram, posebna naloga, da pripravi ustavno reformo v smislu narodne federalizacije avstrijske države. Zdaj, v originalnem navodilu cesarja, se pravi zadolžitvi Žolgerja za ministra, se stvar ustava kot taka ne omenja, pač pa besondere Aufgabe, neka posebna naloga in koordinacije med ministrstvi. Zdaj, to lahko razumemo, ker ta naloga je bila, kot bomo videli, verjetno zelo strogotajna. V drugi strani pa moramo ugotoviti, da vsaj meni ni znano, da bi se kdo resno ukvarjal z vprašanjem, ne le pri nas, pač pa tudi pri mojih dinastskih kolegih, sem se malo povprašala, ali je bilo torej z ustavno reformo mišljeno resno, kako resno in zlasti, kje so ta gradiva, ti arhivski viri, ki bi to dokazovali. To lahko trdim tudi še po branju knjige dr. Gröberja, s katerim zdaj pač začenjamo tako sodelovanje, in po pogovoru tudi s kolegom za pravno zgodovino profesor Olehovskim. Prav tako v tem nič ne piše Hans Kelsen, ki napiše leta 1923 enega prvih pregledov razvoja ustavnosti avstrijske in iz tega daleč v Habsburško monarhijo. Zdaj verjetno v tem način vedel, ker tudi on pravi, da je manifest, v bistvu smo rekli, ta ocena njegova je, da je manifest, to je akte of Lozihkaj, če se spomnite. No in kaj lahko zdaj na tej točki raziskovanja dodam sama. Zdaj, prvi obrisi v zvezi s pripravami na zadnji poskus revizije ustave Habsburške monarhije so se mi začeli zarisovati v sledenju literature navedenih meni dopomb v delu kolega, profesorja Andreja Rahtena, Pravna diplomacija primer dr. Ivana Žolgerja, ki je bralstvo opozoril na kratek prispevek že pokojnega profesorja tudi za državno pravo na Dunajski univerzi Felixa Ermakore z naslovom Österreich als Staatenbund und zum Volksstände Regionalismus am Ende des Ersten Weltkrieges leta 1986, na katerega pri svojem delu pa nista bila pozorna ne dr. Gröber, ker bomo videli, da Ermakora in Gröber imata v bistvu isto delo manifesta, in tudi kot jaz saj vem, nišče drug. Ermakorovo sicer najbolj pomembno delo na področju ustavnega prava je obsežno delo Die Entstehung der Bundesverfassung, v 5 knjigah, on se v bistvu ukvarjal z vsemi osnutki za prvo ustavo Nemške Avstrije. In pri tem je naletel na neko gradivo, Allgemeine Verwaltungsarchiv, za katero pač pravi, da se mu zdi, da seveda nekaj govori o reformi, poskuša reformiranja Habsburške monarhije, da pa v bistvu konteksta ne prepoznava preveč dober, zlasti pa problem za raziskovalce, za vse, ki smo prišli za njim, če tako rečem, ni navedel, sploh ni citiral fonda iz arhiva, tako da je to pač izgledalo kot neka sled, ki se je izgubila. Torej, vseeno je pa opisal in lahko ne povem njegov opis. Gradiva, ki jih je Ermakora našel, naj bila v 2 stolpičih, na katera je bilo z roko dopisana naslova na prvega. Prvi vladni osnutek Erste Regierungsentwurf betreffend die Grundlage für die Erörterung einer Verfassungsrevision in na drugega drugi vladni osnutek. Prvi naj bi bil iz februarja 18, drugi pa iz aprila 18.
Po njegovem vsebina revizija tudi nakazuje, da Cesarjev, torej manifest, kot smo rekli, ni rezultat bil nepremišljenih idej. V nadaljevanju Ermacora predstavil prepis drugega osnutka revizije z 11. aprila in v opombi opozori še bralca, da pri tem osnutku, da je z roko zapisano vprašanje, kje je priloga A, bo iz Bajlage A. Ermacora še pove, da so gradiva označena strogo zaupno, štem kaj trajali. In če malo povedim, naj povem, da smo s tema arhivarjema se trudili v Alemanski privatnosti arhiv, da bi ta dva Snopiča odkrili tudi tako, da smo šli gledati, kaj si je Ermacora v letu 86 izposodil, to je namreč v teh arhivih možno, ampak nismo pa šli do tega. No in sedaj, kot rečeno, meni se to dela pač neka mrtva sleba ulica, dokler sedaj nisem sama prišla v arhiv. V Sloveniji sem si šla pogledati eno samo škarto njegove zapuščine in na koncu gledajo Snopič, ki mi je pa takoj spomnil na ta prepis pri Ermacori. Lahko rečem, da je verjetno bil s tem upravljen prvi večji korak k temu, da sem lahko pravično začela domnevati, da ima Žolgarjeva zadolžitev glede revizije ostali z jeseni 1917 tudi v arhivskih virih neko stvarno podlago. Da torej ni ostala samo pri neki navodilu, ki ga potem nišče ne bi res poskusil izpeljati. Z veseljem potem v razpravi povem še kaj več in hitro pridem samo še na odgovore na 5 vprašanj, ki so se takoj odprla. To je še ta del. No, in zdaj prvo vprašanje. Ali ta Žolgarjev Snopič gradiv odgovarja Ermacorovemu prepisu? Zdaj, ta drugi osnutek, ki ga Ermacora prepiše, sam pravi, da je samo neka boljša redakcija prvega iz februarja in samo v enem majhnem delu vsebuje nekaj, kar seveda Žolgarjev ne, je pa to zanimivo. 2 strani zelo zanimivo vsebino o varianti reformiranja zveze med avstrijskim in ogrskim delom. Govori o tem, da naj bi avstro-ogrska monarhija po tem osnutku postala mednarodno pravna zveza Združenih držav pod železom Habsburške dinastije ali nemško Völkerrechtlicher Bund, Vereinigte Staaten unter dem Scepter der Habsburger Dynastie. Žolgarjev Snopič vsebuje še 3 vrste ključnih gradiv. Tisto, kar je pa zdaj ključno, se bo izkazala ta pogrešana priloga A. Torej, bo iz Bajlage A, pri Žolgarjev jo tako najdemo, z naslovom Beispiel für eine Festsetzung der Siedlungsgebiete, mogoče nečist najboljši prevod, primer za ne toliko določitev, kot prepoznavo, identifikacijo naselitvenih ozemij, katerih vsebina je bila res ključna za samo vsebino ustavne revizije in verjetno tudi tisti končni, bomo rekli, kamen spotike med Zeidlerjem in Žolgarjem. Ta je temeljena ideja nacionalnih okrožij z voljenimi okrožnimi predstavniškimi organi. Če natančneje pojasnim, v bistvu se tudi že vidi. Torej, priloga A vsebuje poskus razdelitve vseh dežel avstrijske polovice ozemlja, ki naj bi bila torej identificirana nekako pod A za obkrožena jezikovna ozemlja, eingeschlossenes Sprachgebiet, kot pravi, ali pa pod B posebno jezikovno ozemlje, ein Sondersprachgebiet. Priloge so na ta način poskusno razdeljene vse dežele, in sicer v okviru na temelju obstoječih sodnih okrajev kot osnovnih enot. Tako recimo za Kranjsko to še natančneje določeno takole. Torej, več ali manj, so vsa, bi rekla, postavljena nekako poskusno ta nacionalna okrožja slovenska, samo tam, ki bi v bistvu skoraj pričakovali na Kočevskem, okoli Novega mesta Črnomelj, pa ta posebna jezikovna, pa zanimivo, kako gre to še v podrobnosti, dvojezična znotraj teh, kjer je vsaj 8% slovensko govorečih, in še znotraj Kočevska, še slovensko enojezično. Tako je, torej, Ermacorov prepis kot Žolgarjev Snopič vsebujeta najprej 12 točk vsegajoče podlage za obravnavo ustavne revizije, torej te Grundlage für die Erörterung einer Verfassungsrevision, pri čemer najdemo Žolgarjev Snopiču mnogo več, tudi že Anträge, torej neke dodatke k tem spremembam, oziroma k tem temeljnim podlagam in tudi pojasnila Erläuterungen. Zdaj, te pojasnila so iz 25. aprila, tisti dodatki pa iz, jaz mislim, da 29. aprila, če se ne motim. To je vse z roko napisano, torej 29. aprila je z roko napisan, 25. je po uradnem štempelju. No, mogoče še eno vprašanje prej. V kateri širši kontekst ustavno-pravnih sprememb oziroma priprav na ustavne spremembe lahko ta poskus revizije postavimo z zgodovinsko-reformnega vidika, ta ideja nacionalnih okrožij. Kako rešiti to kvadraturo kroga, imamo historične dežele, pa veliko historičnih dežel različne, bomo rekli, etnije, rečemo tako posplošeno. No, in ideja že izpred prve svetovne vojne, ta ideja ni Žolgarjeva, to pa sem se
poučila pri dr. Gröberju, je bila torej, da se nekako spusti na raven nacionalnih okrožij na novo zasnovanih za svojimi predstavniškimi organi, torej po vseh deželah, bi rekla, ta demokratično avtonomni element torej odločanja in da bi na ta način po češkem vzoru, kot pravi, da bi to nekako taka formula pametna morda zdržala. No, najprej povemo, da je leta 16 tudi znano išla ena publikacija, torej z naslovom Lenda avtonomije, kjer so dunajski profesori, tudi Žolger, nekako predstavljali svoje vizije razvoja morebitnega, nacionalno avtonomnem razvoju, nekako pričakovanjem, in da tam Žolger zagovarja to idejo. Ampak mislim, da res ni njegova, nekaj, koliko je sodeloval pri tem pred vojno. To pa me lahko tudi gospod kolega Rahtin popravlja. Zdaj, to je pa še ena stvar, kjer je spet ta torej, srečno sodelovanje dr. Gröberjem se mi zdi dalo neko sled, kako povezati, torej, ali pa odgovoriti na vprašanje, kako naj vemo, da je prav gradivo najdeno Žolgerjevi zapuščini tisto, ki ga lahko upravičeno povežemo z zadožitvijo Žolgerja iz jeseni 1917. Ta zapuščina je torej zapuščina Johana Andreasa Eichhoffa, visokega uradnika notranjega ministrstva, in ad 2, to je tisto, kar je v bistvu res najdeno pri Žolgerju in verjetno, ker je bilo najbolj občutljivo, je bilo tudi strogo tajno. Gradivo 1 je tisto, kar je omenja Ermakora, gradivo 3, torej jezikovni zakoni, pa je v bistvu sam Eichhoff pripravljen. Tukaj vidimo prvič prerez, kaj naj bi ta ustavna revizija, ki bi rekla gradivo, ustavne podlage res obsegala. Ampak to je samo en list in nič drugega. Se pravi, pri Eichhoffu sploh ne najdemo nobene kopije, bomo rekli, teh snopičev, kot jih jaz imenujem. Zdaj, vprašanje, ali je bil Žolger edini glavni snovalec, odgovoren vsaj, tako, ne revizije. To je spet stvar za naslednje daljne dokazovanja, tudi raziskovanja. Me je seveda dr. Gröber tudi nekako usmeril, da je že torej, pozno poleti v okviru ministrskega predsedstva ustanovljen poseben oddelek za ustavna vprašanja Abteilung für Verfassungsfragen. To je čas, ko Žolger verjetno še ne ve, da bo minister, takrat so najprej zaprošeni za slovenske ministre Krek pa Pogačan, če se prav spomnim. Pa zdaj vprašanje, kdo je to ustanovil. Oni bili takrat na najvišjih pozicijah, 5 je bilo teh sekcijskih načelnikov. Ta povezava se da raziskati, ampak je bilo premalo časa. Vsekakor Gröber recimo se pravi, ker o Žolgerju toliko ni vedel, pa ves čas videl, da je pomemben, da se da formalno to potem ustanovil Zajdler, potem kot že ministrski predsednik, in celo napovedal državnemu zboru, da se nek oddelek v ministrskem predsedstvu začenja ukvarjati ustavno reformo. No, potem je pa seveda, to je se mi zdi, da je tisto, kar je tudi zelo pomembno, razumeti, ta monarhija je stara monarhija, v najboljšem pomenu stara, v smislu z veliko izkušenj. Jaz mislim, da tukaj se je ves čas pripravljalo več alternativnih vizij, možnosti in podlag in tudi več oddelkov se je ukvarjalo v isto zadevo. In ta Johann Andreas Eichhoff, ki ga kasneje še srečali, še potem po maju 1918, mislim, da tudi sodelujete, tudi taka mala teza z Žolgerjem še kasneje, ima svoj oddelek in pripravlja zakovne variante zakonov, ki grejo kar v te smeri nacionalne avtonomije in ne toliko v nemško smer, po moji prvi oceni. No in potem se še Žolgerju državno-pravni oddelek. Kaj se z njim zgodi? To tudi nekako ni jasno, tu je vloga pitamica tudi še pomembna, ker Žolger je, verjetno bi Žolger tisti, ki pitamica povabi, Polec to piše kar v državno-pravni oddelek, to je samo pričevanje Polcev, v bistvu je zbira nimam, lahko mu verjamemo, in da mogoče pitamic, ki pa ostane tam še 1918, nekako varoval ta oddelek in mogoče bil ta prvi pa bolj Zajdlerjev, v bistvu tega ne vemo. No, ampak sigurno ena teza je, da Žolger, ki verjetno neče si zelo želel postati minister, ves čas se ukvarjal, pa bi rekla, z ustavnim pravnim vprašanjem najtežjega ranga avstro-ogrske monarhije, da bi on to vodil tako ali tako. Zdaj moral pa v bistvu verjetno se malo potegniti nazaj, pa še v strogi tajnosti, ker posebej pravi tule nazaj nekje, ki že piše, tule. Ne vem točno, ta list pri Eichhoffu nima datuma. Se mi zdi pa, da zna tudi zima, 17. januar 18 in pravi, da zaradi v bistvu nezaupanja pri političnih strankah se to ne sme razkrivati. Se pravi, to je res pripravljeno v tajnosti. In zelo hitro zaključam, zdaj še tisto, kar je pa res najbolj presenetljivo bilo. Torej, nismo našli
Ermakorovih snopičev, je pa dr. Gröger našel enega iz 11. leta, zdaj malo pohitela, če se sam na kratko vrne, pa so te 3 teze, še enkrat, torej Zeidler proti Žolgerju na nek način, čigav je oddelek, potem druga teza, nesoglasja, ja, nasplošno, že lahko rečemo nemška smer, ta južnoslovanska smer, ampak kaj je bilo konkretno, tisto je verjetno bila vsebina te bajlage A, priloge A, kako naj ta nacionalna okrožja dejansko izgledajo, kje naj bodo meje, in da je to v bistvu tisto, ker je vse reforme res povedano od Žolgerju. Tako, zdaj pa, to je en stopič, ki ga na novo nekako odkrije Gröger, in pomembno pa je, da ga odkrije za nazaj za april, v bistvu pa je to že september, konec septembra 1918, ki vsebuje, in to je tisto zemljevid. Zemljevid, ki popolnoma ustreza tej prilogi A, tole je tudi legenda, malo sem jo pripisala. In pač, jaz mislim, da je to ena od teh kart, ki jih pač rišajo. Zdaj je pa dana izdelati ta konkretna vojno-geografskem inštitutu. In v bistvu, zakaj imamo to ohranjeno septembra? Zato, ker vojno-geografski inštitut izstavi račun, in potem še pove, kdo je v bistvu to zahteval. Ni imenovan minister direktno, vendar to je april, za nazaj, šli gledati, je to ta april 18, in jaz mislim, da z veliko verjetnostjo še manj časa, da je to bil kar lepo Žolger. No in samo še sklepno, tretji del torej zaključimo, odgovor na 2 vprašanje. Zdaj, to je oktobrski manifest, res dejanje v paniki. Zdaj, jaz mislim, da je bil cesar po vseh teh vizijah različnih in tako naprej malo bolj prepričan, da morda pa bo to uspelo, pustimo zdaj Wilsonov, torej ta intervencijo, zato, ker je imel pripravljene ustavne podlage. Tako da predlog ustavne revizije je že domišljen. Ampak to v bistvu odgovarja, bomo rekli, tezi Ermakore in Grögerja. Tisto, kar je pa res samo kratko na drugi del mojega naslova in ki zahteva rešo raziskovanje, je pa, da jaz pač neka teza rečemo, je da ta priloga A skupaj z zemljevidom pač kaže, da so torej Žolger in njegovi sodelavci ne šele po odstopu, ampak še predno je odstopil kot minister, začeli pripravljati alternativne ustavne podlage za morebitno bodočo tvorbo, ki je potem postavljena.